Starodavni Bled. Naravno zavarovana blejska pokrajina, ki jo v vencu obdajajo alpske planote, od gorenjskih ravnin pa jo ločuje globoko urezana struga reke Save, je bila že zgodaj obljudena. O tem pričajo številna arheološka najdišča. Najstarejši sledovi človekovega bivanja izvirajo iz zadnjega obdobja poledenitve. Pred 14 000 leti so na travnate blejske ravnice prišli ledenodobni lovci. V jami Poglejska cerkev pri Polšici je bilo najdeno njihovo kamnito orodje, ostanki ognjišča in veliko živalskih kosti. Orodje so izdelovali z odbijanjem lusk od jedra. Med uplenjeno divjadjo so bili najpogosteje kozorogi, srnjad in alpski svizci. Ob koncu mlajše kamene dobe in v bakreni dobi, pred več kot 6000 leti, je blejska pokrajina postala zaradi ugodnega podnebja in rodovitnih tal privlačna tudi za naselitev poljedelcev in živinorejcev. Za bivališča so si izbirali težko dostopne kraje, kakršna sta prepadna pečina pri Bodeščah nad sotesko Save Bohinjke ali pa otok sredi jezera. Tam so bile najdene skrbno izdelane kamnite puščične osti, kar dopušča sklepanje, da je bil lov še vedno pomemben način pridobivanja hrane. Pravi razcvet je doživel blejski kot v bronasti dobi. To dokazujejo najdbe iz časa med 13. in 11. stoletjem pred našim štetjem, ki se jim pripisuje kultni pomen. Na jezerskem dnu pri izlivu Jezernice sta bila najdena meča, verjetno vržena v vodo kot obredni daritvi. S podobnimi nameni sta bila zakopana najbrž tudi zaklada, odkrita na bregu jezera. Bogatejši je vseboval 29 predmetov, bronaste sekire, bodalo, kose bakrenih pogač, bronaste srpe, sulico, igle in našivek iz zlate pločevine. Zaradi dominantnega položaja in naravne zavarovanosti je bila za naselitev zelo primerna grajska vzpetina. Na začetku železne dobe, okoli 800 pred našim štetjem, je postala in do prihoda Rimljanov ostala naselitveno središče blejskega kota. Na severnem pobočju vzpetine so bili odkriti ostanki večkrat predelane hiše, ene od mnogih brunaric železnodobne naselbine. Pripadajoče grobišče je bilo pod naselbino, na hrbtu zdaj imenovanem Pristava. Tu je bilo raziskano grobišče z 80 žganimi grobovi in 2 sežigališčema pokojnikov. V grobovih je bilo ob žarah najdeno tudi veliko različno oblikovanega posudja ter nakit, predvsem številne okrasne zaponke. Rimska doba na Bledu ni pustila veliko sledov. Blejski kot je bil le drobec mogočnega imperija na odmaknjenem podeželju. Je pa rimska civilizacija dosegla tudi te kraje. Izkopani zidovi v Želečah in Zasipu pripadajo podeželskim dvorcem. Najdene okrasne zaponke kažejo nove modne vplive. S prestolnico v Rimu so blejske prebivalce povezovali tudi kovanci s portreti vladarjev. V pozni antiki je grajska vzpetina spet postala naselitveno središče. V 5. in 6. stoletju so na njenem zahodnem vrhu, v zidani utrjeni naselbini, bivali staroselski Romani. Ti so po propadu zahodno-rimske države najprej prišli pod oblast germanskih vzhodnih Gotov, nato Langobardov, vmes so bili vključeni v zgodnje bizantinsko državo pod vlado cesarja Justinijana. Svoje mrtve so pokopavali ob poti pod naselbino. Ženske so nosile značilen nakit,
kakršna je okrasna zaponka v podobi pava, krščanskega simbola večnega življenja. Najgostejšo poselitev pa kažejo najdišča iz zgodnjega srednjega veka. Ta okoliš je bil sestavni del Krniole, domovine Slovanov. Tako Kranjsko ob koncu 8. stoletja označuje Pavel Diakon v znameniti Zgodovini Langobardov. Eno najpomembnejših najdišč je pristava pod Blejskim gradom, kjer so arheologi odkrili veliko grobišče in ostanke slovanske naselbine z enoprostornimi lesenimi hišami, zgrajenimi iz brun ali debelih desk. Blejski Slovani so bili poljedelci in živinorejci. Ukvarjali so se z različnimi obrtmi, na primer s tesarstvom, kovaštvom in lončarstvom. V Sebenjah je bil najden zaklad železnih predmetov, ki pričajo o življenju domačina, v miru kmeta, v vojni konjenika. Med raznovrstnim nakitom so bili na Bledu najdeni tudi predmeti s krščansko simboliko, ki pričajo, da so tamkajšnji prebivalci postopno, večinoma v 9. stoletju, sprejeli krščanstvo. Temelji ene najstarejših cerkev so bili odkriti na Blejskem otoku. Iz zgodovinske brezimnosti se je Bled uspel leta 1004, ko se je prvič pojavil v pisnih virih. Že leta 1011 se omenja Blejski grad. Do konca 11. stoletja pa tudi večina sedanjih blejskih vasi.